Torej, pozdravljeni še v najinem imenu. Z vami so danes Simon Sovič in Alen Falič. Verjamem, da dosti ljudi te tu že pozna, ampak mogoče za tiste, ki te še ne, če se pač čisto na kratko predstaviš. Ja, zdravo, jaz sem Alen iz Maribora, očitno. In verjetno sem tukaj zaradi moje zadnje izkušnje, zadnjih 3 let, ko sem delal v Münchnu pri podjetju IDEO, ki je v bistvu znano kot začetnik te design thinking metodologije, ki je v bistvu ta skrivnost po moje, o kateri se bomo danes pogovarjali, ne. V tem podjetju sem delal kot nekaj, čemur se reče business designer. Moram priznati, da še danes točno ne vem, kaj to pomeni, pa po moje niti podjetje točno ne ve, ker si je izmislilo to ime. V bistvu gre za poslovni, če bi prevedel, pač poslovni oblikovalec. Kar to pomeni je, da uporabljam to design thinking metodologijo, da jo prenesem na uporabniške probleme in ob tem razmišljam tudi o samem poslovnem vidiku. Ampak danes bomo se malo bolj pogovarjali o tem uporabniškem vidiku. Ampak če tako na kratko povem, no, v tem podjetju smo delali, pač smo bili in developerji, in dizajnerji, in poslovni ljudje, astronavti, čarovniki in podobno. In vsak ima neko svojo vlogo, ker smo delali v takih multidisciplinarnih ekipah, in ko smo imeli neko težavo, je vsak prinesel svoj tisti unikatni vidik, moj je bil ta poslovni vidik in smo potem reševali probleme. Ampak da ne grem predaleč, gremo kar. V bistvu pač malo si že načel to temo, ampak večina mogoče še ne ve, kaj je to sploh v bistvu design thinking, kaj je pač to neki proces, ki ga je razvila tvoja firma. Ni več moja firma, sem zdaj že nekaj drugega delam, ampak anyway, ja, torej, če bi to prevedli po slovensko, gre za oblikovalsko razmišljanje. Podjetje je bilo ustanovljeno s strani produktnih oblikovalcev, ki so pač uporabljali ta način razmišljanja, da so reševali težave pri oblikovanju produktov, kar pomeni, da so bili vedno v stiku z samimi uporabniki, da so ugotovili, kaj so njihove težave. Ugotovili pa so v bistvu, da lahko to isto metodologijo uporabiš ne samo za razvijanje produktov, ampak za marsikaj drugega. Oblikovanje storitev, oblikovanje strategij, oblikovanje vstopa na trg, oblikovanje uporabniške izkušnje in tako naprej. To je neka osnova, lahko grem še bolj detajl, ampak spet mislim, da imaš ti vprašanja bolj konkretno. Kaj to v bistvu pomeni, pač neki fokus na userja? Pač kaj to pomeni, da Ja. Torej, če pogledamo tako na splošno, od kod izvirajo inovacije, bi lahko videli tako 3 glavne izvire, ne. Prvi je tehnološki, drugi je poslovni, tretji pa so potem uporabniki in njihovi problemi. In zdaj, če pogledamo zgodovinsko, večino naših inovacij izhaja iz prvih 2, torej tehnološkega in poslovnega vidika. Neki znanstvenik si je izmislil neko novo tehnologijo in zdaj išče uporabniški primer za njo, ali pa ponavadi tudi kakšen poslovni človek vidi nekje priložnosti in jo napade. Imamo pa še ta tretji del, ki je uporabniški, torej reševanje samih problemov uporabnikov in da najdeš neko rešitev. In kaj se dogaja s tema 2, tehnološkim in poslovnim, je, da se v bistvu dekomoditizirata oziroma da v bistvu postajata commodity, torej se komoditizirata, kar pomeni, da če si ti danes, in mi smo dosti delali tudi s temi prav nemškimi podjetji, ki so zelo znana po tem, da imajo tehnološko vrhunske produkte, kar se pa je dogajalo, je, da so vedno bolj čutili pritisk strani Kitajske in ostalih držav, kjer so dejansko lahko te produkte naredili skoraj podobne, mislim skoraj iste, za dosti nižjo ceno. In se ta tehnološki in poslovni vidik sta začela zelo, sta postala tak nek red ocean, kot se temu reče, torej da se dosti kompetitorjev oziroma konkurentov ukvarja s tem. Jaz se opravičujem, če angleščino malo uporabljam, ampak imam toliko v glavi zdaj, ker smo tam v angleščini delali, tako da mi to oprostite. Ampak kar sem hotel reči, je to, da se v bistvu ta 2 dela, tehnološki in poslovni toliko sta že napolnjena, da dejansko kar vidimo zdaj, če pogledate najbolj inovativna podjetja v tem trenutku, pa najbolj uspešna so tista, ki se fokusirajo dejansko na uporabniški vidik in gledajo, kaj so ti problemi, ki jih imajo uporabniki, in potem iščejo neko rešitev. Torej, to se v bistvu ful razlikuje od te neke klasične percepcije podjetnika, ne? Ker neka klasična percepcija pa je, da je nek podjetnik nek vizionar, ki vidi vnaprej prihodnost naslednjih 40 let in točno ve trenutek, ko bo zdaj plasiral nek produkt na trg, ne. Tu pa v bistvu izvira iz tega, da ti na začetku sploh ne veš v bistvu, v kaj greš, ne. Sploh ne veš, kaj bo na koncu neka rešitev. Ja, mislim, točno to je pri nas dostikrat bila zadeva, da
Mi na podjetju nismo strokovnjaki za nič in to smo celo prodajali podjetjem. Smo rekli, to je naša prednost, da nismo strokovnjaki za nič, ker pridemo, oziroma smo strokovnjaki za to metodologijo, nismo pa domenski strokovnjaki za nič. Pridemo v vašo industrijo, panogo in potem z samim pogovorom z strankami lahko ugotovimo, kaj so dejansko težave. Ker če si ti v neki industriji 10-20 let, že imaš zelo dosti teh assumptionov, predpostavk in si včasih niti ne upaš vprašati, kaj točno je res težava v tej industriji. Ja. Kako pa je v bistvu zdaj proces? Torej, ti nimaš neke ideje, ampak veš pa približno, kaj hočeš raziskovati ali kaj. Mislim, kako se sploh začne ta proces design thinkinga? Damo tako. Torej, po moje se začne vedno z samim vprašanjem raziskovalnim, ne? V design thinkingu se uporablja nekaj, čemu se reče how might we. To je v bistvu en način, kako zastaviš si vprašanje, ki je v bistvu zelo pametno zastavljeno. Če pogledamo, kako se ponavadi, oziroma dosti podjetij sprašuje, kako bo inovirala, je napačno. Torej, primer tega je iz 1970, je en ful znan primer, ko sta Procter & Gamble, to je podjetje, ki izdeluje marsikaj, med ostalim tudi milo pa deodorant, to je zdaj relevantno za ta primer. In to je podjetje tekmovalo z Palmolive oziroma Palmolive, kakorkoli temu rečemo v Sloveniji. In to drugo podjetje Palmolive je odkrilo novo milo, s katerim, ko se stoširaš, imaš tudi v bistvu neki učinek deodoranta. In je bil čisto neki novi value proposition na trgu in jim je ful uspelo. In takrat je seveda Procter & Gamble, kot se druga podjetja delajo, je rekla, ok, mi tudi rabimo to. In so se postavili vprašanje, kaj je naš primer tega mila. In če se na tak način vprašaš, boš v bistvu iskal samo točno to, kaj je naš primer tega mila. In to je zelo preozko postavljeno vprašanje, ker ti si se s tem že toliko definiral, da boš samo to milo iskal, namesto da bi se vprašal, ok, katero funkcijo opravlja to milo za uporabnika, ne? In v bistvu pravi neki nivo vprašanja je, da se ti potem vprašaš, v tem primeru bi rekel, kaj milo v bistvu ustvarja je neki refreshment oziroma osvežitev in se vprašamo, ok, how might we create a better refreshment for our customers, ne? Torej, da si še vedno odpreš možnosti, da tudi druge produkte in storitve dejansko lahko rešijo to zadevo, ne? In to vidimo v ogromno industrijah, naprimer banke zdaj podobno stvar delajo, ko gledajo, ne vem, te mobilne banke in se sprašujejo, ok, kako lahko mi imamo tudi boljšo aplikacijo. Ne vidijo pa tiste zadeve, da v bistvu zakaj mladi uporabljamo te mobilne banke, je zaradi našega mobilnega načina življenja, ko ne vem, mislim, verjetno imate tudi vrstniki, ki delajo 6 mesecev v Ameriki, potem 6 mesecev v Sloveniji ali pa 3 mesece na Filipinih, pa 3 mesece v Portugalskem in dejansko nam na tak način, kot so banke danes zastavljene, ne rešujejo naših problemov. In če se podjetje sprašuje napačno vprašanje, dobi napačne oziroma neuporabne odgovore, tako da se vse začne s tem vprašanjem. Torej v bistvu to vprašanje, da gleda samo z vidika dodane vrednosti za uporabnika. Ja, torej pomembno je, da gledamo z vidika uporabnika, pomembno je tudi, da ni ne preveč detaljno, pa ne preveč generično, ne. Zdaj, če se vprašamo, kaj je prihodnost avtomobilizma, bomo tudi dobili zelo široke odgovore in ni nujno, da bo uporabno za nas, ne. Kje pa potem tista meja? Mislim, na kak način bi to zdaj? Ja, to mislim, da bolj z vajo dobiš. Pač dejansko, po moje tudi, če probaš parkrat, vidiš, kaj je torej dejansko fajn, če imaš že nek definiran pojem, kot je v tem primeru bila osvežitev, torej oni so iskali, kako bi lahko mi ustvarili boljšo osvežitev za naše stranke, ne. Torej, imel si nek constraint, v smislu, ok, to je nek tip produkta, ki ga iščemo, pa tudi imel si že tu not, za koga to delaš, ne, torej za naše stranke. Zdaj v primeru bank bi lahko rekel, kako lahko mi ponudimo boljšo uporabniško izkušnjo mlajšim generacijam, ne. Tu potem greš raziskovati mlajše generacije in raziskuješ točno, kako živijo danes, zakaj jim storitve, ki so za starejše primerne, niso primerne in potem ugotavljaš, kaj so se. To je pa že naslednji korak, ne, v bistvu ti na začetku si zastaviš to vprašanje, ne, pač kako izboljšati uporabniško izkušnjo mlajše generacije, zdaj pa greš ti na neke teste naprej, ali kaj, imaš to neke, kak je zdaj ta naslednji korak, ki si ga v bistvu omenil že malo? Ja, zdaj sem ful časa porabil na tem vprašanju, ker je res pomembno, ampak potem v drugi fazi
design thinking je kvalitativna metoda raziskovanja. To v osnovi pomeni, da v bistvu delaš intervjuje in ti intervjuji so v bistvu ključ design thinkinga. Ko ti definiraš samo vprašanje, potem naslednja stvar, ki jo narediš, je, da definiraš približno, kdo je profil tvojih sogovornikov. Ponavadi, kar delaš pri anketah, je, da iščeš 100-200 ljudi in potem iščeš povprečje tega. Pri design thinkingu je v bistvu bolj iščeš inspiracijo. Tada se dostikrat zatekamo k temu, da se pogovarjamo z ekstremnimi uporabniki. Ekstremni uporabnik v primeru banke, spet lahko tudi kakšen drugi primer uporabim, če želi kdo, če ima kako idejo, na kateri dela, ampak bom zdaj kar to naprej uporabljal. Torej v primeru banke bi ekstremni uporabnik bil mogoče, v primeru Slovenske banke bom rekel, bil nek mlad, ki, ne vem, 26-letni freelancer, ki 6 mesecev na leto dela v tujini in tudi ko je doma, je tudi zelo mobilen, nima niti svoje pisarne in podobno, ne. Torej imaš ta ekstremen primer in pogledaš, kaj vse se v njegovem tej uporabniški izkušnji dogaja in kaj vse je, kar ni v redu, kot bi moglo biti. To je en del, ne, torej da iščeš prave profile. En del so ti ekstremni uporabniki, drugi del so potem analogne teme. Torej, če se mi zdaj pogovarjamo o, naprimer, da bi delali za neko avtoindustrijo, ne. Dejansko, kar raziskujemo, niti niso avto, ampak je transport. Bi se lahko začeli pogovarjati z ljudmi glede njihove transporta, kar se tiče, ne vem, letal, kar se tiče teh bicikel, naprimer iz Ljubljane primer, kaj jim je vse v tisti izkušnji všeč in kar jim ni, da dobimo neko inspiracijo za našo rešitev. Torej imamo te ekstremne, imamo analogous experience oziroma interviews, potem pa še vzamemo par seveda poprečnih, tako da nekako dokažemo celo zadevo. Je pa tako, no, ti v anketi res iščeš tisto veliko številko, tu pri kvalitativni metodi dela pa dostikrat ugotoviš, da se ti že po 10-20 intervjujih začnejo ponavljati iste zadeve. Teda to je nekje sweet spot, kjer končamo ponavadi z intervjuji, mi smo ponavadi delali tu nekje okrog 10, 12 do 15 intervjujev za določen projekt in to je bilo čisto dovolj. Vem, da se sliši ful malo, zato ker smo navajeni teh številk 200, 300, 500 do 1000, ampak verjemite mi, da z 12 že se da zelo dosti naučiti. Grem kar naprej, kako zdaj intervjuji? Samo eno vprašanje še vmes. V bistvu je to ful zanimivo, ne, da namesto tega, kar te uči, ne vem, neki lean canvas ali pa business model canvas, ne, da ti gledaš tipično persono za ta produkt, ti v metodi design thinkinga v bistvu iščeš zgolj inspiracijo v tej fazi, ne. In zato gledaš tudi te ekstremne primere, kot so pač neki outlieri na obeh straneh, ne. Ja, načeloma, mislim zdaj, ta primer, ki sem ga povedal, je bolj za inspiracijo, je pa možno uporabiti tudi za validacijo to metodo, ne. Je pa mogoče v tem primeru jo smiselno povezati z kakšno kvantitativno metodo ankete in podobno. Ok, kaj pa naprej? Naprej, pa dajte me kar prekiniti, če imate kakšna vprašanja, kadarkoli, ok? Vem, da to v Sloveniji ni navada, ampak če kdorkoli od vas razmišlja o Erasmusu ali čemre podobnem, boste šokirani, ko pridete v tujino. Iz osebne izkušnje povem, ko sem začel v tem podjetju delati, sem potreboval 3 do 4 mesece, da sem se navadil na to, da sem bil edini, ki ni govoril pri kosilih. Vse jim je bilo enostavno tako fajn govoriti in dajati svoje mnenje in spraševati, da dejansko izostaneš, če tega ne počneš v modernih podjetjih in v modernem tem ekosistemu poslanem. Tako da, če ima kdo kaj, kar naprej. Pa tudi se tako je prej rekel, tudi lahko, ne vem, svoj primer poveste, pa vam proba tudi na nek način. Ja, lahko on the spot mogoče kaj rešimo. Ok. Ampak da grem zdaj torej naprej, če se bo kdo pogumil, seveda. Ja. Zakaj bi vzeli ekstremne uporabnike, ne pa povprečnega uporabnika? Večina uporabnikov bo povprečnih. Poglej na tak način, torej ekstremni uporabnik ima ekstremen problem. Če rešiš ekstremnemu uporabniku problem, si ga z veliko verjetnostjo rešil tudi povprečnemu uporabniku. Primer, ne vem, če delaš dieto, kako, rečemo, delaš dieto, torej ustvarjaš nov program, s katerim bi rad rešil debelost v Ameriki. Če se greš pogovarjati z nekom, ki ima 200 kg, 250 kg, če rešiš njegov problem in uspeš spraviti njegovo kilažo, ne vem, na normalno težo, karkoli to je, lahko z veliko verjetnostjo računaš na tudi to, da boš tistega povprečnega uporabnika s tem zajel. Z tega vidika. Še eno vprašanje? Ampak ni pogosto potem ta rešitev tudi dražja, kot bi bila tista za povprečnega. Zakaj? Ja, običajno je recimo nekomu ekstremen problem
Torej, mislim, če pogledamo nazaj na design thinking metodologijo, ti se z ekstremnimi uporabniki inspiriraš. Ne pomeni, da boš dejansko z njimi začel in tudi reševal njihove probleme. Ti se na koncu odločiš, kdo je tvoja persona. Ampak za tistimi pogovori dobiš tisti X faktor. To je problem dostikrat, zakaj ljudje nočejo delati intervjuje, glih iz tega, ker se začneš z nekom pogovarjati in ne dobiš nič. Ker ti samo potrjuje tvoje stvari, ker dejansko pa dostikrat se pogovarjamo z ljudmi, točno takšnimi, kot smo mi, z našimi personami, ker so pač oni naši krog in slišiš samo zadeve, ki si jih navajen in sploh ne spremeniš tiste perspektive. Tale, ni nujno, da boš ti na koncu delal to rešitev za ekstremnega uporabnika, ampak boš z nje inspiriran. In v tej fazi je to izjemno pomembno, ker dostikrat se dogaja glih obratno, da ti vstopiš že v sam proces raziskave za točno idejo, kaj želiš in tisto hočeš validirati. In če želiš tisto validirati, boš tisto validiral. In to je en izmed problemov design thinkinga, da to se najtežje nauči, dejansko metodologijo se ni tako težko naučiti, težko se nauči ta mindset. Torej, da ti, jaz ko vstopim v projekt, meni je vseeno, kaj bo rešitev. In tudi na zadnjem projektu, torej zdaj, ko sem to službo pustil, delam na lastnem podjetju, startupu, kakorkoli, in sem imel sem približno idejo, ki sem si želel, da bi bila uresničena, ampak sem se sprostil in po 3-4 intervjujih smo mogli tisto idejo pač opustiti. Noben ni hotel tistega nekako validirati in mi potrditi, ne. In tudi ta mindset je izjemno pomemben, da ti ne vstopiš že z neko željo po validaciji, ampak vstopiš z željo po neki inspiraciji in potem, da dejansko se nekaj naučiš, ne pa da dobiš potrditev. In tudi ekstremni uporabniki pomagajo. To je tisto, v bistvu, da se zaljubiš v problem, ne pa v svojo rešitev. Ja, bi šel še korak dlje, da se zaljubiš v tistega tvojega uporabnika. Ne, ker uporabnik ima tudi neki problem, teda, če se enkrat zaljubiš v uporabnika, potem ni težava. In tu je tudi težava dosti podjetnikov, da se zaljubi bolj v idejo, kot pa sam prostor, da se zaljubiš mogoče v idejo, kaj vse ti bo ideja prinesla, ne pa sam nek space, ki bi ga rad raziskoval. Zdaj malo si tudi omenil, v bistvu, da je velik problem, da ko ti v bistvu delaš intervjuje z nekimi uporabniki, da moraš paziti, da ni to samo pač, pa pardon izrazu, neka mentalna masturbacija za tvojo idejo, ne? Torej, na kak način moraš ti v bistvu postavljati ta neka raziskovalna vprašanja, da ne sprašuješ samo po validaciji, ne? Torej, če zdaj pogledamo samo vprašanje, oziroma sam tip intervjuja, torej, to gre za izjemno odprt tip intervjuja, ponovadi traja nekje 60-90 minut, z razlogom traja toliko, ker se ponovadi ti nek neznanec zelo dolgo časa odpira. Traja poprečno, ne vem, 45-60 minut in komaj tiste zadnje pol ure, potem dobivaš tisto, kar bi res rad dobil. Na način, kako pa, v bistvu, ful je pomembno, kako na začetku, potem ko zbereš ljudi, kako, ko dejansko dobiš na intervju, frejmaš cel intervju oziroma ga uokviriš. Kar je pomembno, da v tem prvem delu skomuniciraš je, da nisi tam, da bi nekaj validiral in da si ful zainteresiran za to, kaj si oni želijo, ne. Oziroma, da si pač želiš slišati, kaj njih muči. In ljudje ful radi govorijo o svojih problemih, še posebej, če je nek problem, ki jim je blizu. In slišiš lahko izjemno zanimive zgodbe, ampak izjemno pomembno, da na začetku ti tam potrdiš njim, ker ti, ko priješ, oni ne vejo točno, zakaj si ti tam. Ker dostikrat, ko slišiš, zdaj imam še spet nek intervju z nekim market research podjetjem in dosti teh market research podjetij je, dejansko ima neko agendo, ko pridejo tja, ali pa pridejo celo včasih z klientom, klienti pa na žalost dostikrat pridejo na intervju tudi z nekimi določenimi idejami, kaj želijo validirati in potem tisto potiskajo naprej. Imajo vprašanja, ki so zelo neprimerna z vidika, da dejansko vodijo uporabnika namesto, da bi bila odprta. To prijemo do naslednje zadeve. Torej, ko frejmaš pravilno potem ta intervju, potem prije ta drugi del, ki so odprta vprašanja. Tu dejansko sprašujemo o tem, naprimer, če se pogovarjamo o zavarovalnici ali pa o banki, ali bomo zdaj zavarovalnico vzeli, pač lahko vprašaš uporabnika, kako je izgledalo, a mi lahko opišeš, kako je bilo zadnjič, ko si sklenil zavarovanje, ne? Tu že dobiš eno informacijo, oziroma koga se ti splača mogoče intervjuvati, so ljudi, ki so pred kratkim sklenili zavarovanje, zato ker bojo se boljše spomnili. Torej, vprašaš tega, kako je bilo zadnjič in potem greš skozi ta celi postopek, ne? To je izjemno odprt intervju, začneš z zgodbico in potem se spuščaš v same detajle, ki te zanimajo. Ne vem, bomo začel razlagati,
ja, najprej sem poklical tega, pa se je potem tisto zgodilo in čisto vsako to informacijo lahko gremo en nivo spodaj in ugotavljamo, če ugotovimo, da je nekaj zanimivega, gremo pač vedno globje. Če pogledamo spet nazaj na ta vprašalnik, torej odprti vprašanja in ponavadi je tako, da probaš spraševati o preteklih izkušnjah, ne o nekem, kaj bi bilo, če bi bilo, ker pač to on ne ve, kaj bi bilo, če bi bilo in ga pelješ skozi njegovo uporabniško izkušnjo. V primeru zavarovanja torej lahko govorimo o odprtju računa, potem kako je bilo, če si imel škodni primer, kako je bilo, če si zamenjal zavarovanje, kako poteka plačevanje, pač dejansko se dotakneš vse nekih touch pointov in probaš ugotoviti, kaj je narobe. Probaš pa intervju zaključiti z tem skritim orožjem tega design thinkinga, temu se reče sacrificial concepts ali pa provokacije. Sacrificial concepts, to so, ne vem, kako bi prevedel po slovensko, to so koncepti, ki si jih pripravljen žrtvovati. Žrtveni koncepti se mi sliši zelo narobe, ampak namen tega je, ti predstaviš določene ideje, ki jih ti imaš v rešitvi, ampak spet uporabniku poveš, ja, mene dejansko, če mi poveš, da je ta ideja slaba, bom vesel, samo povej mi zakaj. In namen, zakaj dajemo te ideje na koncu projekta, intervjuja na planu, je zato, ker se ljudje lažje razgovorijo ob konkretnih zadevah. Spet, če sprašujem o njegovi izkušnji, se bo on nekaj zadeve spomnil, ampak komaj, ko mu neko idejo predstavim na rečemo semi-detailed način, bo on lahko zgrabil neke detajle in rekel, ok, to je katastrofa iz tega in tega razloga, ali pa to je pa res cool iz tega razloga. In mi smo na te sacrificial koncepte testirali marsikaj, od brenda, ko je kar težko testirati, do samih idej, kaj bi bila ideja, do pricinga in podobno. Primer, en zanimiv primer je bil, ko smo delali na projektu za facial care, torej za kreme za obraz, za ženske in dejansko smo ugotovili, da en izmed insightov, tega še pridemo, insightov je bil, da se koža ves čas menja, oziroma tudi percepcija je, da nikoli ne najdeš tiste prave kreme. In zato smo prišli v idejo, ok, torej ta naša ideja ne bo produkt, ampak bo storitev, torej bo neka krema, ki se bo prilagajala. In kar je bilo zanimivo, ko smo prišli do pricinga, pač, če slišiš storitev, iz mojega vidika poslovnega, to gre za subscription, ne? In gre za neko naročnino, ker pač tudi znižaš neke frikcije potem pri naročilih in podobno, ampak to je bil totalni no-go. Pač v kozmetiki subscription ljudje, oziroma pač dekleta so rekli, da to ne bojo nikoli kupila. In tu smo pač dobili en izjemen insight, da dejansko celo zadevo ne smemo predstaviti kot subscription, ampak mora biti nek drug način, ne? In smo potem našli rešitev za to. Ok, torej zdaj smo rekli, na začetku si postaviš neko tako čisto how might we, pač kako lahko nekaj izboljšamo, ne? Ja. Potem greš do tega, da začneš zbirati neke uporabnike, oziroma tudi neka raziskovalna vprašanja, bolj konkretna, da veš tudi, kaj boš tiste uporabnike potem nekaj spraševal, ne? Kaj pa zdaj naprej v bistvu? Oziroma narediš intervjuje? Da so intervjuji že narejeni, ne? Ja, evo, kaj pa zdaj? Ok, torej ne vem, imaš 15 intervjujev narejenih, kar je pomembno, da se dotaknemo še, kako te intervjuje transkriptiraš. Beležiš. Hvala. Torej, ker spet ni to neka znanstvena metoda, ampak je bolj metoda pri iskanju inspiracije in problemov, ne delamo nekih transkripcij, kjer bi mi prepisovali cele intervjuje in iskali neke ključne besede. Na način, kako zapisujemo, so samo ti dobesedni navedki strank. In kar to pomeni, medtem ko se pogovarjaš, pač imaš še zraven eno beležnico in ko ta oseba pove nekaj zanimivega, si samo tisti dobesedni navedek, ki spišeš. Na koncu pogovora imaš, ne vem, 10-15 dobesednih navedkov. Torej citate v bistvu zbiraš. Citate, ja, to je boljše beseda, citate. Torej, in kar imaš ti na koncu, ne vem, rečemo, si naredil 15 teh pogovorov, imaš tako število teh citatov in potem iščeš vzorce, ne? Mislim, kako izgleda naša pisarna oziroma projektna soba, je bilo na stotine teh post-it listkov z temi citati in ime, kdo je to povedal. Včasih smo še imeli slike ljudi zraven, zato ker spet ti prinese nekatere te emocije nazaj, kako je bilo na intervjuju. Ampak to niso anonimni intervjuji ali kaj? Anonimni so v tem smislu, da klient sicer ne rabi vedeti točno, kdo je to, pa dejansko z tega ne komuniciraš naprej. Ampak mi znotraj ekipe smo vedeli pač za imena, pa smo vedeli za njihove zgodbe, ampak tega seveda nismo naprej govorili, ne. To je ena izmed stvari, pač pred samim
ki tudi treba frejmati pred samim intervjujem, da ne gre, da boš ti to delil neke informacije, pa da boš uporabljal v marketingu, ampak da dejansko ostane znotraj ekipe, tudi te slike. Kar imaš torej na koncu so ti dobesedne navedke in iščemo vzorce in to je pa najtežji del same metodologije, ker je tu, če gremo nazaj na tisti primer, ko imaš neko idejo, če imaš ti spet neko idejo vnaprej in potem bereš tiste kvote, boš hitro našel način, da tisto validiraš. To je res torej pomembno, da si zelo odprtega uma in pomaga, da delaš to v neki ekipi ljudi, ki imajo različne neke poglede, ne. Torej, ne vem, če imate v ekipi UX-era, UI, developerja, marketingerja, vsi naj bojo na kupu, ker tu potem vidiš res tisto, tu dobiš potem tisto, kar te bo gonilo naprej, 3 mesece, leto, 2. In bolj, ko razumeš te insighte, bolj, ko jih znaš zgnesti v nekaj zanimivega, boljše bo. Torej, kaj dobimo iz teh samih intervjujev, so pa ti insighte oziroma dognanja, bomo to po slovensko poimenovali. To so pa ti stavki, ki ti dejansko potem pomagajo oblikovati naprej tvojo rešitev. In no, en primer sem že povedal, torej, da to iskanje perfektne kreme je never ending story za dekleta. In tak en insight, ne, je lahko, mislim, izjemno uporaben z tega vidika, da ti zamenja celoten koncept in celoten produkt in mislim, koliko denarja ti to lahko prišpara z poslovnega vidika, dejansko ti v tako zgodnji fazi ugotoviš, kaj dejansko ljudje želijo, pa kaj ne želijo, to se sploh ne da, mislim, da oceni denarjem, da dejansko razumeš svojo stranko. En primer mogoče še je, ko smo delali tudi intervju z pacienti v Ameriki in naš klient je pač želel, da ugotovimo, kje bi nek produkt lahko prodajali in potem smo ugotovili, da v bistvu pacienti, diabetiki v Ameriki sploh ne hodijo k specialistom, ampak hodijo k svojim doktorjem, tistim general practitioners, torej družinskim doktorjem. In to ti zamenja celoten poslovni načrt, ne, torej tvoji diabetiki sploh niso tam, kjer si mislijo, da so, ampak so nekje drugje. In če ti dejansko prodajaš ta svoj produkt doktorjem, ne pa pacientom, zamenja celoten value proposition, ker moraš ugotoviti, kaj so težave tega družinskega zdravnika, zakaj bi on kupil tvoj produkt in ne pa specialist. Ja, dejansko za vse. Prej sem dal primer za pricing, ta primer, ki sem ga zdaj povedal, je dejansko točno za channel, ker si ugotovil, da en channel ni uporaben, ampak je drug. Uporaben je torej za sam produkt, za celotno izkušnjo. Naprimer, lahko ti tudi pomaga ugotoviti, kako pogost kontakt želi stranka z tvojim produktom. Ena težava, ki jih dosti klientov ima, je, skoraj vsako podjetje verjame, da okrog njihovega produkta se vrti življenje uporabnika, ne. Naprimer, jaz ne vem, zakaj bi hotel imeti aplikacijo od Europarka. Pač ne bom dodatne aplikacije downloadal, zato da vem, kje je trgovina, bom pač poiskal, ko sem tam, ne. In dosti podjetij dela podobno zadevo, da dejansko mislijo, da so v centru in to, ko ugotoviš, okej, tudi krema, na primer, je dokaj blizu dekletom, ne, mislim, ne želim biti diskriminatoren, ampak to smo tudi ugotovili. Po drugi strani pa si ne želijo imeti toliko konkretnega stika z podjetjem, ki to proizvaja. Ne, mi smo najprej razmišljali o tem, okej, kaj če bi imeli tedenski e-mail, kjer bi mogoče povedali, okej, zdaj pa je jesen, to pomeni, da se je to spremenilo za kožo, bla, bla, bla. Pa več smo ugotovili dokaj hitro, da ne želijo tega, ne, da želijo mogoče enkrat na 3 mesece biti opozorjene na spremembe in podobno. Tako da dejansko se lahko uporabi za skoraj vse. Ok, torej zdaj smo prišli do tega, da imamo še insighte. Ja. Kaj pa zdaj naprej? Zdaj sledi verjetno neka sinteza, preden potem res začneš konkretno delati na nekih iteracijah. Insight sam je že sinteza. Ko enkrat imaš sintezo, potem v naslednji fazi dejansko začneš iskati
to konceptno rešitev. Potem pride ta del, da smo se dosti o raziskavi pogovarjali, zdaj pa pride ta bolj masažni del, ne. Torej ti imaš te insighte, zdaj pa iz teh insightov lahko pride marsikaj ven. In tu zdaj dejansko je skoraj da drugi najtežji del projekta, kjer si treba iz teh stavkov nekaj izmisliti. In mogoče dosti vas niti ne razumem, kaj zdaj mislim s tem, zato ker velikokrat, ko imaš neko idejo, imaš ti zelo specifično idejo, kaj želiš narediti in ti je jasno, kaj želiš narediti, pač je aplikacija, ki dela X. Ja, če si ti podrto svojo idejo o aplikaciji, pa si dobil neke insighte, si na ničli in ne veš točno, kaj je ta rešitev. In tu imaš dejansko ogromno možnosti. A bom zdaj naredil spletna stran, ali bom naredil brick and mortar shop za varovanje, ali bom naredil kaj druga. Pač tu dejansko zdaj treba tiste mišice brainstorm vklopiti in razmisliti, kaj je tista prava rešitev. Kar je mene zelo impresioniralo, je bilo to, da smo mi šli v neverjetne detajle, kar se tega tiče. To ne pomeni, da smo mi samo rekli, ok, rešitev je aplikacija, ki dela to, ampak mi smo tisto aplikacijo zdefinirali do detajlov. Zato, ker ti dejansko sploh ne veš, kaj je ideja, dokler jo ne definiraš čisto do konca. Tisti, ki ste že mogoče malo dlje v podjetništvu, veste, o čem govorim, pač ti si včasih misliš, da nekaj veš, pa dejansko, ko komaj probaš tisto na papir dati ali pa narisati prvi screen, si tak, ok, to lahko na 20 različnih načinov naredim. In tu je treba potem, tu pa prije malo drugi del znanja, no tu potem dejansko moraš biti ali malo dizajnera, da znaš delati user interface ali user experience in podobno. In ja, to je tam bilo eno vprašanje. To ste še vedno sami počeli ali to ste skupaj s tem naročnikom? To smo še vedno sami počeli. Je pa klient vključen. Kar sem pozabil omeniti je to, da je pač v tem samem procesu, to ne pomeni, da se mi zapremo za 1 mesec, 2 meseca, pa zdaj pač razmišljamo, kaj bo rešitev, ampak tudi v tem procesu lahko uporabiš še enkrat te kontakte, ki si jih uporabil prvič za intervjuje, ne. Ker ti ljudje so ti že dali svoj čas in dejansko ti za njih rešuješ problem in neverjetno, koliko so dejansko oni tudi potem ti pripravljeni pomagati naprej. Rečemo torej, da si ti izvedel neko zadevo X in si potem razvil rešitev Y, karkoli to je, lahko reči nazaj pač do svojih uporabnikov, pač ok, to je za neka hitra ideja, ki jo imamo, kaj si misliš o tem, ne? In ti bo z veseljem pač pomagali tudi dejansko tisto definirati do neke faze. V bistvu greš v neki UX proces čisto, ne? Ja, pač ni samo UX, je pa zelo baziran na tem. Tu smo pač v tej fazi smo dostikrat narisali pač na tablo pač ta funnel, ne, torej kaj je prvi stik uporabnika z rešitvijo, user flow, user journey in potem iz tega marsikaj izpade, ne, najprej je to samo en veliki zmazek, potem pa vse skoraj vsako točko je treba definirati, ne, ok, v tem trenutku pošljemo e-mail, v tem trenutku je app notification, v tem trenutku je neki klic, pač to je treba res dobro definirati, da dobiš dejansko potem neko rešitev, ki ljudje radi uporabljajo, ne. Mislim, ena stvar, ki jo probam razložiti je, da rešitev ni samo tisti produkt, ampak je toliko stvari okrog tega, ne. Ti moraš dosti stvari zadeti, da dejansko ljudje te potem sprejmejo. Lahko imaš fenomenalen produkt, pa če ga noben ne zna uporabljati, pač ja. Ne, ponavadi so kar 3-4 direkcije, ne, ali pa 5-6, karkoli. Pri mojem zadnjem projektu sta bile celo 2 in to je to, potem lahko obe dve zasleduješ, to lahko zelo hitro ugotoviš, če ima smisel ali ne. Pač ena izmed teh idej je bila B2C, ena je bila B2D, B2B, smo torej tiste ljudi, ki bi dejansko bili v B2B segmentu, naredili smo en mini prototip, ki je bil v bistvu taki PDF, 3-stranski, smo poklicali 40 ljudi, ki imajo to problem in smo ugotovili v bistvu, da naš value proposition je zanimiv, ampak iz nekih izjemno pomembnih razlogov oni tega ne morejo, niti se sami ne odločajo o tem nakupnem procesu. Smo rekli, ok, to nima smisla sploh zasledovati, ne. Lahko bi uporabili 2 leti za razvoj tega in imaš ekipe, ki delajo točno to idejo,
ampak mislim, da pač s to idejo bo zelo težko preživeli več kot leto, dve. Da to odgovori. Kje smo ostali? Kaj pa potem v bistvu naprej? Evo, zdaj pa tudi že razvijaš nekaj, tudi validiraš cel čas z potencialnimi strankami. Kako dolgo v bistvu traja ta proces, pa kam potem prideš dejansko, mislim? Proces traja nekje, mislim, naš projekt, rečemo tako, je trajal v povprečju 3 mesece. Od začetka do konca? Ja. In mi smo pripeljali v 3 mesecih, do te faze smo pripeljali koncept, da je potem klient lahko to prevzel v implementacijo. Včasih smo še pomagali tudi pri implementaciji, ponovadi pa so potem oni to prevzeli, ker dejansko so v tem pač oni mojstri. Design thinking je fenomenalna metoda, da te pripelje do tega, da dejansko definiraš kaj, kako, potem, da dejansko to izvedeš, pa so to neki drugi skill seti, ki pa so izven te metodologije, to se bolj o Scrumu pogovarjamo in podobno. Dejansko je to to, no. Mislim, ti, ko enkrat priješ do teh insightov in potem oblikuješ rešitev na nek, rečemo, da je zelo tangible, torej utipljiv način, ne. Ti lahko ta prototip tudi z Lego kockami narediš, lahko ga samo narišeš, ampak moraš vedeti točno, kaj to je. In tu se nekako potem, ne rečem, da ne, ko se zaključi design thinkinga, pa tu je potem neki comfort zone, ne. Ti dejansko potem greš naprej z samo implementacijo, se še vedno vračaš nazaj v sam ta proces, ker je še vedno uporaben v smislu, da ugotoviš, ok, zdaj pa imamo tu eno zelo specifično, ugotovili smo eno težavo, ampak znotraj te težave so 3 težave, ok, gremo nazaj, pa dajmo še to bolj raziskovati z samo metodologijo. Na kak način pa v bistvu ti to uporabljaš zdaj v svojem startupu? Pač, ne vem, ste takoj na začetku začeli z nekimi, v bistvu pač tem vprašanjem, potem ste šli dalje na pač neka raziskovalna vprašanja, definirali, kdo so ti neki potencialni uporabniki. Tako samo, ideja je v zvezi z pohodništvom. Začeli smo delati na njej več kot pol leta nazaj, produkta pa še ni, ne. In dosti ljudi bi reklo, da smo failali, da pač mora biti produkt že v 1. mesecu ali pa 2. mesecu. Ampak meni se zdi, da je dosti ljudi vzelo preveč resno ta ship it, da moraš dejansko ta quote, ki zdaj kroži, ne, torej, da te mora biti sram tistega prvega prototipa, je čist resen, ampak dosti ljudi ga je vzelo čist preveč, bom rekel, dobesedno, ne, in skočijo v delanje tega, še preden so dejansko naredili tisti legwork in so se pogovorili z uporabniki, ugotovili, če sploh grejo v približno pravo smer, ne. Zdaj, mi nismo še skoraj nič launchali, ampak smo pa ves čas v stiku z ljudmi in se pogovarjamo, ne. Lahko, da bomo mi tudi failali, mislim, več kot 50% šansa, da bomo, ampak saj imamo že sicer ni na kvantitativni metodi, ampak samo nek user feedback od enega človeka, 2, 3, 4, 5, 10, da jim je všeč, ne, da nekaj tu je in se pač na to zanašamo. Vi ste v bistvu dokaj hitro tudi ustvarili neko skupnost okoli tega, ne? Je to tudi pomembno, v vašem primeru vem, da ste naredili zaprto Facebook skupino, kjer pač dajete neke nove iteracije vašega produkta, oziroma to, kar se dogaja okoli tega in pač jim pokažete, kaj se dogaja in takoj prosite za mnenje, ne? Torej, bi se to nek način, kako zbirati, ne? Ja, točno to, ne, tiste, ki smo intervjuvali čisto na začetku, so zdaj postali naši, upam, da bo nekaj dni pač ti evangelisti, ampak njih ves čas gušimo, ne, pač nismo dodali Facebook skupino, non-stop pošiljamo te iteracije in sprašujemo, kaj si dejansko mislijo. Facebook Messenger je moj najboljši prijatelj zadnje mesece, pač dejansko karkoli imam novega, samo pošljem takoj ljudem pa vprašam, ok, kaj si misliš o tem, gre v pravo smer, kako bi to naredili. In probamo buildati ta community z tem stikom, ne. Ker zelo hitro ljudje pozabijo, da so imeli neki intervju s tabo, če pa ustvariš nek community, pa dejansko non-stop imaš neke update, tudi oni začnejo o tem govoriti in začnejo govoriti prijatelje in začnejo prijatelje potem povleči v ta community in se gradi nek hype okrog tega produkta, ki ga pa še ni. Ja. Tudi vem, da za en dotični primer, naprimer, ko ste v bistvu ste delali neko maskoto za svoj produkt, ne, in niste vedeli točno, kako bi ga poimenovali, ne, in ste dali vi eno ime
in je potem dejansko na koncu se mi zdi, da zmagalo tisto, kar je nekdo napisal v komentarju, tako čisto Ni še random. zmagalo, ampak ja, mislim, to je potem tak neki fajn način, ko tudi ljudi potem vključiš, ok, ne vemo točno, kako je bilo ime, imamo te 3 ideje in ne vem, kaj si vi mislite o tem in tu potem community zelo rad pomaga, ne. In ga lahko, mislim, z veseljem ti pomaga, ker dejansko ti rešuješ njim težavo, si jih poslušal in zdaj se mi že parkrat zgodilo, da ljudje rečejo, ok, kje je že to, komaj čakam, pač dejansko to delaš za nekaj, kar jaz res imam težavo z tem in komaj čakam, da pač tisto pride ven, ne. In iz tega vidika tudi, mislim, da intervjuji so eni tudi zelo zanimivi, kar se tiče nek tool za buildanje communityja, pa tudi mogoče za sales, ne. Ker neverjetno je, koliko so ljudje bolj pripravljeni nekaj kupiti od tebe, ko greš na ta intervju, pa jim nič ne prodajaš, ampak samo sprašuješ o problemih, pa jim vsake toliko poveš, ok, zdaj to zadevo razvijamo in ti ljudje so v povprečju neverjetno pripravljeni nekaj kupiti od tebe, bolj kot pa tisti, ko si jim šel in si probal dejansko nekaj prodati, ne. Če se samo pogovarjaš o težavah, je tisto, to do ljudje nismo navajeni, ne. Ja, ker je verjetno tudi ta efekt tega, da se počutijo, kot da so soustvarili ta produkt, ne. Ker vidijo verjetno neke svoje inpute v produktu, ne. Se počutijo del celote, ne. Verjetno tudi, ja. Okej. Zdaj se počasi približujemo zaključku, ampak mogoče zdaj, če ponoviva, vi so pač tisti, ki se lotijo design thinkinga, ne. Na kaj morajo biti res pozorni, pač kje so tisti neki pitfalli? Design thinking si lahko ful preberete na internetu in to ni za neki magic bullet, ki bo rešil vse težave, daleč od tega. Samo metodološko, to, kar sem povedal, to se vse da najti na Mediumu, če poznate medium.com, samo vpišite tam design research, ogromno tega, kar sem zdaj povedal, je tam. Težki del, ki se treba ga naučiti, ta mindset, je to biti dejansko pripravljen završiti svojo idejo in da se zaljubiš v uporabnika, ne pa v samo rešitev. Drugi del, ki je po moje zelo pomemben, je pa ta, da si v ekipi. Težko je, mislim, ful pomembno je, da imaš različne perspektive. Zato tudi IDEO najema tako različne ljudi, kot so čarovnik in potem na drugi strani je nekdo, ki je končal poslovno šolo. Ker tisti čarovnik, mislim, res je dejansko čarovnik in na njih projekti zraven, on vidi neke čisto druge stvari, kot pa nek poslovni človek, ne. In ko bo on eno stvar omenil, hej, jaz pa vidim to, bomo vsi drugi tako, ok, wow, to je bilo zdaj ful zanimivo, ne. Nekaj lahko s tem naredimo, lahko to uporabimo. Ta multidisciplinarnost je tudi izjemno pomembna. Tretje pa samo po moje vaja, pač zelo enostavno je odnehati. Je pa po moje pač pomembno, da tiste intervjuje znaš lepo oddelati, da se ljudje sprostijo. To je mogoče tak tretji del, da s to vajo pač navadiš ljudje, da se sprostijo ob tebi in da ti v tistem intervjuju res dajo tiste res uporabne zadeve, uporabne informacije, ki naredijo spremembo med uspešnim pa neuspešnim projektom. Vedno pa iščemo neke zgodbice, ne. Ko slišiš, da ljudje uporabljajo produkte na tak način, kot se ne bi smeli uporabljati, tu samo moraš iti globoko pa ugotavljati, kaj se dogaja, ne. Mislim, v našem primeru smo mi ugotavljali, da ljudje delajo screenshote teh pohodniških poti, da dejansko, mislim, potem, ko ni interneta, da imajo vse lahko shranjeno na mobitelu, screenshote, da lahko preberejo, kam iti naprej, od tega, da iščejo inspiracijo na Instagramu, Pinterestu in podobno. In ko slišiš take zadeve, veš, da je nekaj v panogi zlomljeno, oziroma da ne štima. In tu veš, da si blizu nečesa uporabnega. Okej. Evo še vprašanje? Prvo je to, če so intervjuji po design thinkingu recimo drugačni, tiste, ki se že pa je delalo v okviru nekih fokusnih skupin. Drugo vprašanje je pa pri tem nabiranju idej, recimo pol, ko že pride do tega, da v tej sklepni fazi, ste ponavadi uporabili tisto, kar se recimo še zdaj pri nas
Zdaj najprej drugega odgovoril, pa boste še enkrat prvega povedali, ker sem ga že pozabil. In sicer drugo je bilo to. Se to je tisto, v bistvu metodološko gledano, lahko se ti igraš z veliko zadevami. Brainstorm je samo eden izmed orodij, ki smo ga včasih uporabljali. Brainstorm je uporaben v sami fazi, ko iščeš, ko si dejansko, ne vem, rečemo čisto na začetku, ko iščeš ideje, kakšne provokacije boš uporabljal na intervjuju in potem tik zatem, ko si končal z insighti, ko veš, kaj so insighti in potem lahko še en brainstorming narediš, da spet nekoliko odpreš, da dobiš, ne vem, 5-6 idej, kaj bi to lahko bilo. Ampak kar je pomembno je, da te ideje potem ena ekipa vzeme in mi smo temu rekli, začne masirati. Ok, to je teh 6 idej, kaj to pomeni? Če vzamemo to, če damo user journey, kaj je prvi točka, druga točka, tretja točka, a to dejansko reši težavo ali ne reši. Tu je tisto, ko dosti ljudi še vedno išče ta magic bullet z brainstorming in podobnimi zadevami. Na koncu je pač treba tisto dejansko zmasirati in najti neki koncept, ki ima smisel in ki ljudem všeč. Brainstorming je samo neki začetni del. Zdaj pa mislim, da se spomnim prvega vprašanja, tista fokusna skupina. Mi v 2 letih, ko sem bil tam, smo mogoče enkrat delali fokusno skupino. Razlik je pa v tem, da ko imaš fokusno skupino, dobiš potem spet neki average. Zakaj? Zato, ker imaš ljudi v sobi, ki so zelo glasni in potem nekateri, ki so mogoče malo bolj tihi, gravitirajo k tistemu mnenju. Zato na način, ko jih izoliraš, potem dobiš dejansko mišljenje ene osebe. Fokusna skupina je uporabna bolj v primeru, ko jaz bi mogoče fokusno skupino tako suplementiral oziroma komplementiral z brainstormingom, kot nek co-creation session z samimi strankami. Torej ne, da jih jaz zdaj sprašujem, vam je to všeč ali ne, to lahko ugotovim na druge načine, po moje boljše, ampak bolj na ta način, v to smer razmišljamo, zdaj pa nismo še čist, mogoče pa nam vi lahko pomagate priti do končne linije. Še kako vprašanje? Jaz bi samo na tisto vrnil, ko si rekel, da ste na koncu, ko že iščete rešitev, ste sami iskali, brez naročnika. Se vam kdaj zgodilo, da ste vi to nekaj naštudirali, ki se vam zdelo super, kako ste prišli do naročnika, pa nekaj kubici, to ne greste in ste jih kako vzeti? Ja, ful dobro vprašanje. Mislim, ena izmed stvari, katera izjemno pomembna je, da vedno razmišljaš o 3 vidikih. En je, pa spet po angleško povedal, desirability, torej če dejansko ljudje to želijo, potem je feasibility, če je to dejansko možno izvesti, pa viability. Za ta del sem ponovadi jaz skrbel, torej ali to ima smisel z finančnega vidika. In ves čas, mislim, to je izjemno pomembno, da ti na koncu ne prideš z ničem, kar klient tega ne more narediti. Teda, ni to, mogoče je tako izpadlo, ampak dejansko ni ta metoda na tak način, da se mi zapremo, pa da čez en mesec potem nekaj predstavimo. Mi smo v konstantnem stiku z klientom in probamo ugotoviti, kaj dejansko je za njegovo unikatno situacijo unikatna rešitev. Mi tudi delamo to v samih intervjujih, tega sicer nisem razlagal, ker sem bolj z podjetniškega vidika govoril, ampak ko imaš stranko, če delaš consulting, potem delaš še en intervju, ki se reče looking in. Looking out so te intervjuje z uporabniki. Looking in so pa intervjuji z samimi zaposlenimi, da ti dejansko iz njih izvlečeš, kje so tiste težave, ker dostikrat so neke organizacijske težave, ki jih imajo, ki preprečujejo, da določene rešitve sploh lahko implementiraš. Drugi del je pa to, da ugotoviš, kaj so njihove močne točke in da mogoče potem iščeš, ko imamo tistih 6 idej, da ugotoviš, kjera je pa za njih najbolj primerna. Tako da se ni še zgodilo, da ne bi mogli implementirati tega, ker dejansko je za njih ta projekt tudi bil narejen oziroma nekako oblikovan. Bi bilo tam še eno vprašanje? Ja, smo. Torej, problem je v tem, da mi ponovadi definiramo te profile na zelo ozko, ker vemo, da hočemo imeti nekoga, ki je sklenil zavarovanje mogoče 5 mesecev nazaj, pa mogoče, da ima družino, pa mogoče, da je imel škodni dogodek v tem času. Potem dobiš vse naenkrat
lahko res imaš zelo kvaliteten intervju. In takšne ljudi je težko z tega vidika, ker mi smo delali včasih za recruiting agencies in te agencije niso navajene delati na ta način. Glih iz tega razloga, ker ponovno delajo ankete in ve, iščemo 100 ljudi med 25 in 35 z v bistvu oni samo demografsko gledajo, mi pa dosti bolj psihološko. In včasih je težko najti, še posebej, če iščeš nekaj, kar je izven tvoje cone socialnega kapitala, ne. Torej, ponavadi najlažji del in najboljši rekruti za same intervjuje so pa bili ljudje, ki smo jih sami poznali, ker točno veš, da paše temu profilu in to je ena izmed tistih zmot, ko misliš, to metodologijo uporablja podjetje, oni si lahko privoščijo toliko pa toliko tisoč evrov, da rekrutajo, ampak na koncu vidiš, da oni tudi pošiljajo svojim prijateljem message, pa da na Facebook postajo, hej, je kdo tak pa tak, ki bi se pogovarjal z nami, ne. In tudi mi, pač vse te, s katerimi smo se pogovarjali, teh 25 pohodnikov, vsi so bili iz našega socialnega kroga, ne. In mogoče se vprašati, če ne moreš najti 10-12 ljudi socialnega kroga, če delaš na ideji, ki ti je res blizu. Ne pravim, da ni to, da je vedno to nemogoče, ampak dostikrat je to znak, da mogoče siliš v neko idejo, ki pa niti tebi ni blizu, ne, tematsko. Ja, mislim, ja. Prosim? Ja. Mislim, lahko razložim, ali imaš kako podvprašanje? Ni samo to, da lahko dizajnerji delajo intervjuje, so vsi delali intervjuje tudi pri nas. Načeloma, mislim, zdaj ko rečem nas, govorim za IDEO. Jaz, ko sem prišel v podjetje, jaz nisem bil dizajner, ne. Sem bil daleč od tega, pač tam smo potem priučili teh zadev in dosti ljudi, ki se pridruži podjetju, je daleč od tega, da je dizajner in dejansko, da smo pozabili, kaj ste povedali. Ja. Hipster, hacker, hustler. Na primer. Jaz bi predlagal v tem primeru, ne, dobro vprašanje je, pač, če imaš nekoga, ki mogoče ni najbolj prijetno delati intervjuje, pač ni problem. Kako ponovadi intervju izgleda je, da imaš eno osebo, ki vodi intervju, druga oseba, ki dela zapiske. Tista druga oseba je potem lahko samo opazovalec, je pa fajn, da je udeleženec tega, ker potem tudi sliši iz prve roke, kaj se je dogajalo in lahko dela samo zapiske, ne. Možno jih je delati tudi sami intervjuje, ampak je dosti lepše v paru in potem se lahko izmenjuje. Ponovadi je tako, da en tisti, ki vodi pogovor, drugi je pa mogoče skoči tu pa tam, če on kaj pozabil ali pa če njega iz njegovega vidika kaj zanima, tako da mislim, da je fajn imeti nekoga, ki zna voditi intervjuje, lahko je samo en tudi na koncu koncev, je pa fajn, da je čim več ljudi vključenih v proces. Čim več različnih kadrov, ne? Mislim, da Ja. iz različnih backgroundov, ne? To mislim, Ja. da je bilo bolj vprašanje. Pa, bi bilo možno, no, bi bilo možno, se je tudi že zgodilo. Ampak v tem primeru, če so trije, to je ena, mogoče ena stvar. Če hočeš dobiti tiste zgodbice, pa da se ti oseba odpre, ne, je fajn, da je čim manj udeležencev in intervjujev, tako 2 do 3, torej 3 rečemo, da je nekje idealno, če gremo na 4, 5, 6, je že ono, wow, ok, vas je 6 prišlo tu poslušati mojo zgodbico, ne, je pač malo si prestrašen, ne, in včasih smo pač tudi mi, so bili klienti, ki so hteli, da se naučijo to metodologijo in so bili po 2, 3 enot in potem pač malo zgubiš tisto kvaliteto. Ena stvar, ki sem pozabil povedati, je pa, da je, kar se tiče samega konteksta intervjuja, zelo pomaga, če dejansko delaš v kontekstu, ki je uporabniku zelo blizu. Če grem jaz na dom nekoga, se bo bolj odprl, kot pa če delamo intervju, ne vem, prek Skypa ali pa kaj podobnega. V našem primeru je bilo tako, da so klienti pač plačevali ogromno denarja za to, da smo dejansko leteli na drugi konec sveta in potem se pogovarjali z uporabniki v njegovem domu, ampak to vedno ni možno, v tem primeru je pač Skype ali pa pač kavica tudi v redu, ampak razlog, zakaj je to idealno, je iz tega razloga, ne vem, zdaj, če smo mi pri nekomu doma, pa se pogovarjamo o njegovem bančni situaciji, včasih so nam ljudje pač vzeli fajle ven, pa so rekli, ok, lej, to so zadeve, ne, in so pokazali, le kakšen shop listu sem dobil, se nisem vedel, kaj naj sem delam,
ali pa greš k pacientu, pa vidiš v bistvu, da ima eno škatlo, tako ogromno škatlo, polno zdravil, pa ne veš sploh, kaj naj z njimi, ne. In to so tiste potem stvari, da je design thinking tudi sestavljen iz observacije, ne pa samo iz spraševanja, ne. Ti mogoče, ko greš v okolje, v katerem je uporabnik domač, lahko vidiš neke stvari, kjer potem pride do diskrepance med tem, kar on pove, med tem, kar on dejansko dela. In to je tudi uporabno vedeti, no, teda ni pa vedno možno. Zato je spet fajn, če si blizu tej temi, ker potem veš približno, kaj ljudje govorijo, kaj pa res delajo. Še vprašanja? Ja. Mislim, če tako pogledamo, mi smo sicer to 3 mesece porabili, ampak zdaj, če da se tudi hitreje zadevo izvesti. Zdaj, če imaš ti, mi smo dosti časa porabili s tem, ko sem prej rekel, da mi smo bili generalisti, pač ničemer nismo bili domain experts, smo porabili včasih po teden, 2, zato smo se mi malo spoznali z samo temo, da smo naredili te looking in intervjuje z klientom, in to včasih traja 2-3 tedne, ne. Zdaj, če ti že dejansko poznaš ful to temo, kar predvidevam, da startup pozna temo, je ta proces že tako 3 tedne pač skrajšal. Potem tudi, če imaš prijatelje, ki imajo to težavo, spet lahko greš jutri na pijačo z njim in si v enem tednu končal z 12 intervjuji. Teda da se tudi zelo zadevo pospešiti, ni zdaj tu da rečemo, da 3 mesece je najboljši čas, spet je ful odvisno od tega, ali delaš ob tem službi, pa to imaš samo vmes, pač ful je dejavnikov, teda po moje se da tudi pospešiti zadevo, po moje v kakem enem mestu se da kar dosti narediti. V tem primeru je treba pač stisniti. Ok. Intro. Pa pri meni jaz bi rekel, ok, mislim prvo, kar poveš je, kdo si in kaj sploh delaš tam, ne. Pač najprej malo, hej, zdravo, kak si, potem pa pač ti poveš, zakaj si sploh tam, rečeš, ja, jaz sem ta pa ta, zdaj, če delaš za klienta, rečeš, delam za tega in tega klienta, kar nas zanima je, kaj so tvoje težave na splošno v tem prostoru, mi nimamo nobene agende, da zdaj tu ugotovimo, da potiskamo neke produkte ali karkoli, bi dejansko res samo slišali tvoje zgodbice. In na ta način nekako pač fremaš se skupaj, poveš še, koliko bo se skupaj trajalo, vprašaš za tisti consent oziroma za dovoljenje, da narediš sliko, mogoče je to boljše na koncu, ampak ta način torej, da rečeš, kaj počneš, kaj je namen, in potem, da dejansko jim poveš, bojte čim bolj iskreni, iskrenost najbolj cenimo, ampak potem res moraš ceniti to iskrenost, ne. Da ni potem ta zadeva, ko z enimi klienti, ko dobiš fenomenalno informacijo, pa gre nekdo kontrira tisti informaciji. Potem se bo tudi oseba zaprla, ker mogoče ti včasih pove nekaj, kar dostikrat je tako tudi, da ljudje nekaj na intervjuju komaj ubesedijo in ugotovijo, ne, in se prav sami sebe prestrašijo. In zdaj, da imaš ti nekaj, ki tistemu kontrira, se bo takoj zaprl naprej, ne. Tam si ga komaj začel odpirati. Ja. Pa se ti je kdaj zgodilo, da zato, ker si omenil, da delaš za nekega klienta, da je potem pač si opazil, da so bili na odgovori malo zadržani ali pa karkoli? To težko, mislim, po večini ne. Malo drugače v kontekstu B2B, tam je dosti, tam če poveš, za katero podjetje dela, zna biti malo prilagojeno, kaj ti odgovorijo, ampak potem moraš tudi ti to pri sintezi malo upoštevati, ne. Pač, ok, predvideš, da ene stvari so bile mogoče povedane malo skozi razumevanje tega, da boš ti to mogoče posredoval klientu. Čeprav pomaga, mislim, to mi vedno povemo in mi tega nikoli nismo naredili, da bi mi dejansko identiteto ali pa same te beležke, te zapiske, no, da bi to delili s klientom, ne. Torej pač to, kar ti meni poveš,
ostane samo med nama, kar pa bomo delili naprej, so pa potem sintezni stavki. In v sinteznih stavkih sicer lahko meniš, da je to ta in ta oseba tam in tam to povedala, ne, v obliki enega kvota, ampak ne boš pa delil vseh tistih nekih zelo osebnih informacij, ne. Da probaš izluščiti samo tisto eno zadevo toliko, da tista identiteta še vedno ostane prikrita, da so ljudje bolj pripravljeni deliti informacije. Je pa tu ful, pač malo trial and error, da ugotoviš, kako to frejmati na pravi način, pa kako odpreti pogovor in podobno. Ok. To je bilo očitno zadnje vprašanje. Tako da najlepša hvala za pozornost. Zdaj, v bistvu imamo za vas še pripravljeno, tam ima moj sodelavec Rok kupončke za pijačo. Tako upamo, da še ostanete tu, da se bomo malo pomrežili, da se spoznamo med sabo, da nadaljujemo pogovor o tej temi tudi, ali pa tudi o čemerkoli drugem, če želite. Naslednji teden mogoče še, da to povemo, so spletne urice, ki so na temo surfanja z Bitcoinom. Tako, zanimiva tema, pa upam, da se tudi tam vidimo. Najlepša hvala. Hvala.